Elektronsko poslovanje s finančno upravo. E-davki, elektronsko davčno poslovanje. Portal E-davki je informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije, ki se uporablja za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Omogoča udobno, preprosto in varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča finančna uprava. E-vročanje. Uporaba portala je brezplačna. Fizična oseba lahko vstopi v portal E-davki na 3 načine. S kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim računom, z mobilno aplikacijo E-davki. Vstop v portal E-davki s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za celovito uporabo, vlaganje vlog in prejemanje dokumentov portala E-davki potrebujete primerno opremo in ustrezno digitalno potrdilo. Postopek pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila si lahko ogledate na portalu E-davki. Izberete lahko eno izmed 4 kvalificiranih digitalnih potrdil. SIGEN CA, brezplačno, Pošta CA, ACNLB, Halkom CA. Vstop v portal E-davki z uporabniškim računom. Fizična oseba lahko vstopi v portal tudi z uporabo uporabniškega imena, davčna številka in gesla. Navedeno pomeni, da lahko oddajate in pregledujete obrazce v portalu E-davki tudi z uporabo tabličnega računalnika in mobilne naprave. Za registracijo uporabniškega računa potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna dohodnine, IID ali kodo. Če številke IID nimate, potem izberite polje Nimam IID, pridobi kodo. Na poštni naslov, ki ga imate zabeleženega v evidencah FURS, vam bo poslana koda, s pomočjo katere boste aktivirali uporabniški račun. Omejitve uporabe portala E-davki, če vstopite z uporabniškim računom. Elektronske vročilnice ne morete podpisati. Vsebina dokumenta, ki se elektronsko osebno vroča, je dostopna ali po podpisu elektronske vročilnice z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, to naredite v E-davkih, ali po nastopu vročitve na podlagi fikcije. Nimate dostopa do profilov svojih pooblastiteljev, ki imajo status pravne osebe ali status fizične osebe z dejavnostjo. Dostopate lahko do profilov pooblastiteljev, ki imajo status fizične osebe. Zanje lahko v mejah danega pooblastila oddajate obrazce in pregledujete dokumente. Vstop v portal E-davki z mobilno aplikacijo E-davki. Finančna uprava je za fizične osebe razvila mobilno aplikacijo E-davki, Android, iOS. Aplikacija ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s finančno upravo. Poleg oddaje obrazcev, kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja tudi personalizirani koledarček, preko katerega zavezanec prejema obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah. Če delodajalec na primer zavezancu ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, bo zavezanec o tem sproti obveščen preko mobilne aplikacije. Zavezancem, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo predizpolnjen obrazec s podatki in njihove lanske vloge. Za vstop potrebujete uporabniško ime, davčno številko,
in geslo, ki ga uporabljate pri vstopu prek uporabniškega računa. Če še niste vstopili v portal e-davki prek uporabniškega računa, lahko opravite registracijo uporabniškega računa v aplikaciji. Za registracijo uporabniškega računa potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna dohodnine, IID ali kodo. Več informacij o mobilni aplikaciji je dostopnih na spletni strani. Omejitve uporabe portala e-davki, če vstopite prek mobilne aplikacije e-davki. Elektronske vročilnice ne morete podpisati. Vsebina dokumenta, ki se elektronsko osebno vroča, je dostopna ali po podpisu elektronske vročilnice z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, to naredite v e-davkih, ali po nastopu vročitve na podlagi fikcije. Dostopate lahko le do svojega profila fizične osebe. Pooblaščanje. Portal e-davki omogoča tudi enostaven prenos pooblastil za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in so podrobno opisane na portalu e-davki. Pomni. Elektronske vročilnice ne morete podpisati, če vstopite v portal e-davki z uporabniškim računom ali prek mobilne aplikacije e-davki. Ali ste vedeli? Obrazec VDČ so za leto 2015 prek portala e-davki oddali 19.504 zavezanci, kar predstavlja 8,34% vseh oddanih obrazcev VDČ. Za leto 2018 je obrazec VDČ prek portala e-davki oddalo 66.761 zavezancev, kar predstavlja 26,68% vseh oddanih obrazcev VDČ. Porast v letu 2018 v primerjavi z letom 2015 je tako 47.257 zavezancev ali kar 320%.